Naša prva govornica je dr. Katarina Popovič. Je predsednica oziroma generalna sekretarka Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih, prihaja pa iz Beograda, iz Srbije, kjer je predavateljica, priznana andragoginja doma in v svetu. Sprejeta je bila v dvorano slavnih za izobraževanje odraslih, tako kot tudi naša dr. Ana Krajnc. Ampak predvsem je svoje celo življenje, to si upam trditi, tako učenka kot tudi učiteljica. Pojavlja se na obeh koncih in zato je tudi tako zelo prepričljiva. Pa ji prisluhnimo tokrat na temo globalnega državljanstva, izobraževanja za globalno državljanstvo in podobno. Naj spregovori sama. Dragi kolegi, prijatelji iz Andragoškega centra Slovenije in drugi kolegi, dovolite mi, da se vam pridružim na ta virtualen način, nadaljavo. Tema je zelo pomembna, o kateri bom govorila danes, in sicer bi z vami rada delila nekaj zamisli, nekaj misli. Pripravila sem nekaj prosojnic, ne veliko, samo toliko, da lahko spremljate mojo predstavitev, moj govor. Tukaj je prva. Govorila bom o državljanski vzgoji z globalne perspektive. Dotika se vseh nas. Včasih torej ta ideja ni tako nova, čeprav tako mislimo, kajti izhaja že iz stare Grčije, potem deklaracija o pravicah ljudi in državljanov med francosko revolucijo in danes imamo seveda splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah. In kateri so bili elementi? Svoboda, pravičnost in mir, to je bilo nekoč, danes socialne pravice, politične pravice, človekove pravice. Nov pomen pa v bistvu vključuje tudi sodobne demokracije. Kaj pravzaprav pomeni državljanstvo na svetovni ravni? Moramo ga postaviti v kontekst. Tu je kratek pregled, seveda ne morem iti v vse podrobnosti, z vami pa bi želela prikazati oziroma prikazati tudi dokument, katerem bo ena od glavnih tem tudi državljanstva. Tukaj torej kratek pregled. Kot vemo, v Zahodni Evropi, ko govorimo o državljanstvu, gre za politično angažiranost, predstavniško demokracijo, pravico, da navadni ljudje sodelujejo pri odločanju. In pravzaprav gre za izobraževanje za demokratično državljanstvo, kot je to opredelil Svet Evrope. V Severni Ameriki govorijo o aktivnem sodelovanju v suvereni politični skupnosti in pa ekonomski dejavniki so zelo pomembni faktorji oziroma elementi. Ko govorimo o Afriki, tam imajo izkušnje s kolonialno preteklostjo, Ubuntu, duhovnost, nematerialni red. Treba je omeniti tudi torej ta Ubuntu,
kot ga razumejo v Afriki, duhovnost, odnose med ljudmi, spoštovanje narave, ljudi, drugih in pa tudi spoštovanje nematerialnega reda. V Latinski Ameriki gre za družbena gibanja in državljanstvo se smatra kot politično in družbeno moč, kot neko orožje v boju proti socialni in ekonomski izključenosti ter neenakosti. V Aziji ta je zelo raznolika, večetična, večverska, večjezična, ima tudi veliko skupnih stvari, recimo konfucijanska tradicija je pomembna, pravilo kreposti in dolžnosti. Ne gre toliko za avtoritarnost in zato jo številni avtorji imenujejo za mehko avtoritarnost. Seveda pa gre tudi za emancipacijo ekonomsko in socialno prikrajšanih. Arabska regija, zelo raznolika, zelo nestabilna, številni politični in drugi spopadi, oboroženi spopadi. Gre za mešanico nacionalne in verske identitete. In državljanstvo se pogosto enači z versko identiteto. Najdemo pa tudi podobnosti po regijah, ko govorimo o identiteti, o državljanstvu na individualni ravni. Vedno je neke vrste nekega patriotizma, nacionalističnih diskursov. Po drugi strani pa težnje po moči, sodelovanju in vključenosti. Če sem zdaj nekoliko bolj konkretna, bi zdaj povedala, kaj državljanstvo ni ali ni v celoti. Najprej, ko govorimo o državljanski vzgoji, v bistvu govorimo o strankarskem izobraževanju oziroma pripadnosti politični stranki. Torej, kaj je demokracija, zakaj potrebujemo politične stranke? In tiste, ki to ne zanima, kot so rekli že v stari Grčiji, tudi če tebe politika ne zanima, se bo politika zanimala zate. Torej, državljanska vzgoja je veliko več kot to, da vemo, kako delujejo politične stranke in sistem, politični sistem. V Evropi, recimo, imamo volitve vsake toliko časa na lokalni ravni. To je zelo dobro izhodišče, vendar to ni dovolj. In pa tretjič, zlasti na Zahodnem Balkanu, v vzhodni Evropi, po vojni v nekdanji Jugoslaviji, biti član nevladne organizacije, mirovnega gibanja ali podobnih gibanj, kar je tudi zelo pomembno. Torej, kar smo videli v zadnjih 20 letih, je, da je prišlo do spremembe paradigme.
pri državljanski vzgoji, in sicer v aktivno državljanstvo. Demokracija obstaja, vse je lepo, vendar se moramo o tem nekaj naučiti, pridobiti znanje. Danes torej govorimo tudi bolj o izobraževanju za globalno državljanstvo. S tem se ukvarjam tudi kot generalna sekretarka. Izobraževanje za globalno državljanstvo je zelo pomembno, ko govorimo o državljanstvu. Nekaj sem navedla teh glavnih elementov, in sicer globalizacija, informacijska, komunikacijska tehnologija, seveda je tu pomembna, potem gospodarstvo, kultura. Svet je postal globalna vas ali globalni trg ali globalni supertrg. Globalizacija ima seveda dobre in slabe strani. Potem nedavni dogodki, kot so globalne finančne krize. Začelo se je z dvema ameriškima bankama, nato pa je ta kriza prizadela ves svet, Evropo tudi zelo. Potem imamo migrantske in begunske krize, podnebne spremembe, ki je ena od glavnih tem dandanes. Podnebne spremembe ne poznajo nacionalnih meja. Potem več valov pandemije. Danes seveda imamo COVID-19, nekoč smo imeli tudi ptičjo gripo, ebola. Torej, pandemija se je nekoč vedno dogajala drugim ljudem, drugim kontinentom. Nismo bili pripravljeni nanjo. In kar dandanes tudi vidimo, je porast avtoritarnosti, populizma, ksenofobije, kršenja človekovih pravic, svobode govora in tako naprej. Nekatere države se seveda s tem borijo, bolj ali manj. Še nekaj primerov, ki kažejo, da je globalno državljanstvo, aktivno državljanstvo zelo potrebno, kajti, kot sem že povedala, svet je globalna vas. Torej, ko govorimo o izobraževanju o globalnem državljanstvu, to vključuje mir in občutljivost ter odprtost do drugačnosti in pomanjkanje demokracije in vzgoje, državljanske vzgoje omogoča, da določena skupina izkoristi to stanje za to, da pride do kaosa na različnih področjih. Sodelovanje državljanov, strokovnjakov, širših skupin ljudi je potrebna za to, da preprečijo, da ne bi neka država bila preveč odvisna od ene surovine, kot recimo od nafte v Venezueli. Države, kot recimo Singapur, so
industrializirane, zelo razvite države. In recimo Koreja. Vse to pa te države, za vse to pa države plačujejo visoko ceno, tudi zato, ker stanje na področju človekovih pravic ni ne vem kako dobro. Niso torej model dobre demokratične države, ki bi spoštovala človekove pravice. Torej, gospodarski razvoj je odvisen od izobraževanja o globalnem državljanstvu. Tudi ko govorimo o finančnem razvoju, če vzamemo primere iz našega sosedstva, recimo v Grčiji, kaj se je zgodilo. Kaj ima državljanstvo s tem, ko si je grška vlada najemala kredite v Franciji in v Nemčiji? Takrat prebivalci tega niso nadzirali, obresti so bile zelo visoke in dolg je rasel. Tudi druge države imajo dolgove, ampak v tem specifičnem kontekstu, ko pride do zloma, pa je bil negativen vpliv na državljane zelo močan. Razmerje med dolgom Grčije in BDP je več kot 200%. Kako je v takšnih okoliščinah sploh mogoč gospodarski in demokratični razvoj? Torej, izobraževanje za globalno in aktivno državljanstvo je v tem primeru zelo pomembno. Kar zadeva referendume, ti potekajo za različna vprašanja v različnih državah. Svet je globalen, tudi ko govorimo o davčnih oazah, o švicarskih bankah in torej neobjavljanju podatkov o bančnih računih. Dokler bodo tisti, ki denar nalagajo na švicarske banke, vedeli, da je tam varen, ne bo prišlo do velikih sprememb. Mislim, da bi morali tudi Švicarji biti bolj kritični do tega in da bo morda prišlo do spremembe bančne politike. Kar zadeva okoljska vprašanja in podnebne spremembe, vsi vemo, da so to zelo aktualna vprašanja. Najprej bom začela z Brazilijo. Državnem gozdu v Amazoniji, kjer prihaja do deforestacije. In kaj imajo državljani s tem? Veste, da je predsednik Brazilije Bolsonaro, ki ne vlada najbolj demokratično, in je naredil nekaj velikih napak, in sicer je dovolil velikim podjetjem, da izkoriščajo državni gozd, in ta deforestacija v Amazoniji vpliva na celotni svet. Če se zdaj pomaknemo
v Norveško, ki je ena najbogatejših na svetu in je poznana tudi po tem, da se zaveda teh tveganj zaradi podnebnih sprememb, emisij CO2 in se je odločila, da v veliki meri zmanjša fosilna goriva in uvaja električna vozila. Vendar še vseeno izvaža plin in nafto v veliki meri, hkrati pa so se lani odločili, da bodo v arktičnem krogu še bolj pospešili pridelovanje oziroma črpanje plina in nafte. V Srbiji, tam smo bili priča dramatičnemu stanju, kajti vlada je dovolila tujim podjetjem, da vlagajo v projekte, ki uničujejo okolje v Srbiji. Tukaj vidite najnovejše fotografije protestov v številnih mestih v Srbiji in tudi na številnih mestih v Beogradu, kjer so blokirali promet, mostove, kajti želijo preprečiti, da bi tuja podjetja kot Rio Tinto, da bi povzročili okoljsko degradacijo s tem, ko jim vlada dovoli eksploatacijo v Srbiji. Torej, kar zadeva okoljsko škodo, to je seveda, to vpliva na celotno regijo in ima Srbija pravzaprav odgovornost tudi za druge, kar zadeva državljanstvo in migracije. Torej, kar se dogaja v drugih državah sveta, vpliva tudi na nas. Torej, odkot prihajajo migranti iz držav, kjer so vojni spopadi, konflikti. Zakaj prihaja do teh vonj? Primer Nemčije. V zadnjih 2 letih je Nemčija postala oziroma je bila 5. največja izvoznica orožja na svetu. In sicer v države, ki so vpletene v vojno v Jemnu, predtem je bila Sirija, Libija in tako naprej. In seveda uporabljajo oziroma izvažajo tudi orožje v Katar, Turčijo in druge države. In ko gre za državljanstvo v Nemčiji, ne samo na Bavarskem in drugje, torej gre za globalno odgovornost, kar zadeva migrante, ki prihajajo v Nemčijo, na Švedsko, v Srbijo ali Slovenijo. Imamo vsi odgovornost na tem področju. Videli smo grozljive prizore iz Afganistana v zadnjih 20 letih. So ZDA in druge države, tudi evropske, so veliko vlagale v vojaško opremo v Afganistanu, ne pa toliko v zdravje, izobraževanje in tako naprej. In zdaj vidimo rezultat tega. Sprašujemo se, kaj se bo zgodilo in vemo, da bi morali v zadnjih 20 letih ljudje biti bolj pozorni na to, kar so delale njihove vlade. In še zadnja točka,
COVID-19, kako je to povezano z globalnim državljanstvom. Smo seveda vsi v istem viharju, nismo pa v istem čolnu. Nekateri so na jahtah, drugi na majhnih čolnih. Je pa to pomembno za izobraževanje za globalno državljanstvo in sicer kakšna so strukturna in sistemska vprašanja in problemi, ki jih nismo rešili pred izbruhom pandemije. Recimo privatizacija v zdravstvu, politična vprašanja, zaradi katerih vlade niso bile pripravljene na pandemijo. Številni milijarderji so v tem zadnjem času še bolj obogateli in če bi tem milijarderjem pobrali davke, bi to bilo dovolj za cepljenje vseh ljudi na svetu. Mislim, da je treba ta sistemska vprašanja rešiti, kajti danes lahko rečemo, da jih je veliko milijarderjev še bogatejših od 200 oziroma veliko ljudi pa je še bolj revnih. Torej, kakšna je povezava med demokratično participacijo in tem, da vlade omejijo določene pravice. V številnih državah je prišlo do zmanjšanja demokracije, zmanjšanja človekovih pravic, torej izobraževanje za aktivno državljanstvo je potrebno. In končno, veseli smo, da imamo digitalno tehnologijo, da lahko komuniciramo, hkrati pa globalne tehnološke družbe pritiskajo, da bi izobraževanje potekalo samo po spletu. Seveda, delno je to lahko s pomočjo Zooma in drugih, nikakor pa ne celotno državljanstvo. Torej, pri oblikovanju novega normalnega stanja moramo državljani, strokovnjaki in vsi imeti svoj glas, torej, da se tudi, da uporabimo vse, česar smo se naučili iz pandemije, zato da bomo vsi prispevali k boljši prihodnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Žal mi je, da nisem mogla biti fizično z vami. Upam pa, da sem vam podala nekaj izhodišč za vaše razmišljanja. V tem trenutku mi preostane, da se zahvalim Katarini za ta globalni pogled. Ja, vsi smo državljani sveta. Hkrati je nekakšen poziv, ki izhaja iz njene predstavitve in iz našega celotnega dneva danes, ta, da je potrebno, da smo ne le samo državljani, ampak da smo ljudje, da smo vsak od nas človek, kar se da celosten človek z veliko začetnico. In to nekako sem razbrala iz Katarinинega sprehoda po celotnem svetu, prikaza prepletenosti, ozadja, vsega, kar se dogaja, kar vpliva na slehernega od nas. Ampak Katarina je rekla, da je žal, da ne more biti z nami. Če pa ste prebrali v klepetalnici, se je ravno kar priključila in zdravo, Katarina, ura pri tebi je 2 uri več kot pri nas. Hvala, ker si se lahko priključila iz Tanzanije. Kako je tam, kaj tam počneš? Povej. Pozdravljeni, presenečena sem, da sem se lahko povezala, da sem lahko z vami, kot veste.
smo imeli veliko mednarodnih relevantnih procesov pri izobraževanju odraslih in del tega pokriva tudi afriške države in izziv za nas je razumeti globalno državljanstvo. Izziv je, kako to dojemamo pri 35 stopinjah, izjemno visoka vlaga je pri nas, v Evropi pa sneži. Prilagajamo se klimi, podnebju, ampak razvijamo sploh koncept, kaj globalni državljan sploh pomeni. Veliko ljudi še vedno trpi zaradi neokolonializma in tudi podjetja, ki prihajajo iz naših regij, iz Evrope, iz Severne Amerike, prihajajo, uničujejo okolje, naravo, izkoriščajo ljudi in tako naprej. Tako da kritično državljanstvo igra pomembno, kritično vlogo. In če sem iz Evrope in to spremljam, je zame to res izziv. Tudi pri izobraževanju odraslih. Ampak kako lahko razvijamo skupne vrednote, to je zelo pomembno. V Tanzaniji je to res uspešno. Skupne vrednote so osnova za skupen boj za vse nas. In tu sem, vesela sem, da sem se lahko priklopila, sem z vami in bom pripravljena tudi na določena vprašanja, če bo treba. Hvala lepa, Katarina, odlično. Thank you, Katarina. Great. We know each other for a quarter of century. 25 let, veliko se je spremenilo, obe prihajava iz komunističnih držav. Kako je bilo za vas, da ste postala taka globalna državljanka in kako druge učite globalnega državljanstva? Kaj je pomembno, potrebno za to? Kaj pa je za vas težava, problem? Kaj vas navdihuje? Nam lahko poveste par besed. Na eni strani je ta komunistična preteklost bila breme, ker nismo imeli demokratičnih tradicij, na katere bi se lahko zanašali. Na drugi strani pa je v procesu spremembe in demokratičnih sprememb bil to čas, da smo se naučili biti kritični, da smo se učili spremljati politični proces, nacionalni proces s kritične perspektive. In preseneča me, kako drugi evropski kolegi v drugih evropskih državah z dolgo demokratično tradicijo ne čutijo te potrebe. Vsi rečejo, da je vse v družbi lepo, dobro, mi pa smo se naučili biti skeptični, mogoče rahlo paranoični, da ne zaupamo politikom, da smo kritični državljani. Na nek način to izvira tudi iz naše preteklosti. In potrebno je postati res konstruktivno kritičen. Z evropskimi kolegi, pa tudi s kolegi na drugih kontinentih je to zelo pomembno, da ljudje postanemo aktivni, zavedni. In ko se država rešuje kolonializma, je to podoben proces kot naša preteklost, ko gledamo naše nove demokracije, ko jih aktivno soustvarjamo. To je proces, ki je skupen številnim državam v svetu. Hvala, super. Dovolili vam bomo, da nadaljujete svoje delo s kolegi v Tanzaniji. Vso srečo pri razvoju demokracije tudi tam, ko razvijate nov svet, nov red. Hvala, da ste bili z nami, Katarina. Hvala. Thank you very much.